vse, ki ste prišli na to večerno akademijo. To so nekako izobraževalni dogodki, ki potekajo vsak tretji torek v mesecu in so v nekem smislu del programa, širšega programa jezuitskega kolegija, kjer se zdaj nahajamo, torej da izobražuje, podpira dialog in povezuje. Nekako ideja pa je, da izbrani kompetentni goste predavajo o najrazličnejših aktualnih pa zanimivih temah. In sicer poteka pa tako, da v prvem delu je predavanje, potem sledijo vprašanja predavatelju, potem pa ste vsi vabljeni, da se podružimo na hodniku ob manjši pogostitvi. Današnja nekako tudi božična akademija nosi naslov Na božji motiv v delih Leonarda da Vincija in nocojšnji gost med nami je predavatelj docent dr. Igor Škamperle. Profesor Igor pa je leta 1990 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral iz primerjalne književnosti in sociologije kulture. Študij je nadaljeval v Peruggi in v Firencah, kjer je raziskoval družbene in kulturne spremembe v času renesanse in kozmološko misel Giordana Bruna. Od leta 1999 pa predava na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Predava pa tudi na Teološki fakulteti na katedri za družinsko terapijo in psihologijo ter sociologijo religije. Na raziskovalnem področju se je ukvarjal predvsem z renesančno kulturo in s teorijo simbolnih form, bil je med prvimi slovenskimi razlagalci hermetizma, Jungovih teorij in pojava renesančne teologije in alkimije. Ukvarja se tudi s politično mislijo Nikola Machiavellija in z raznimi religioznimi pojavi, kot je na primer šamanizem. Je tudi pisatelj, njegova najpomembnejša romana sta Sneg na zlati veji in Kraljeva hči. Njegovo najpomembnejše delo na znanstvenem področju pa nosi naslov Magična renesansa. Pomembno na kateri renesansi je tudi Leonardo da Vinci, tako da profesor kar izvolite. Ja, hvala za predstavitev, lepo pozdravljeni. Pozdravljam to vašo pobudo, da organizirate taka srečanja o intelektualnih kulturnih temah, v smislu duhovne, idejne, intelektualne kulture. Torej, ko ste slišali, jaz predavam na Filozofski fakulteti, že nekaj časa. Eden od mojih predmetov je bil, zdaj ga sicer ni reči, zbirnik tudi kultura renesanse tega obdobja, konec srednjega veka, predvod novi vek, ko se živi v polnosti zlasti slikarstvo, vizualna kultura, arhitektura, spremeni se stil življenja, novi pogledi na svet, navzven, geografska odkritja, Krištof Kolumb, nova tehnična odkritja, takrat tisk in teleskop in Galileja in novi svetovi navznoter, tudi preko umetnosti, pa preko takratne eseistike, spravi novi kontinenti navzven v svetu in novi prostori duševnosti človeka navznoter. In nocoj bi vam predstavil enega od teh velikih slikarjev. Veliko je bilo takrat izjemnih talentov v Italiji in potem se to razširi po Evropi, Dalmacija, Nemčija, Srednja Evropa, Francija, Španija, Ko, če bi rekli na prstih ene roke, tisti največji genialci, 3-4 so bili pa Leonardo da Vinci, iz Toskane, iz Vincija doma, potem se selil po Italiji, Michelangelo, malo mlajši od njega, tudi iz Firenc, tretji, najmlajši med njimi Rafael, potem pa lahko naštevamo, Tician, Dürer, in tako naprej. Leonardo da Vinci, to je nocojšnja tema, je seveda zelo poseben človek bil. Še to bi rekel v uvodu, veste, ponavadi da ta šolska, študijska, zgodovinsko, kulturna teza, da renesansa se osvobodi teh oklepov korporativne družbe, ideologije cerkve srednjega veka in se navdušuje nad antiko in upeljuje tudi preko mitologije poganske teme in pomeni
začetek te sekularizacije, ki traja potem zdaj že 500 let v zahodni civilizaciji, kar je seveda po eni strani res. Samo po drugi strani so tudi novejše študije v zadnjih, recimo, desetletjih pokazale, kako je prav preko tudi te izkušnje tega obdobja 15. začetek 16. stoletja se pa poglobila tudi vera. Ne samo v obliki, recimo, protestantizma, ampak tudi v kontekstu katoliške prenove, ko se je poglobila, psihološko poglobila tudi oblika vere, recimo krščanske vere. Leonardo da Vinci dejansko nastopa v tem kontekstu kot izjemen umetnik, kot tisti, ki naslika ljudi z neko novo obliko psihološkega izraza, vrhunski umetnik, in ki s svojimi izrazi seveda v veliki meri ob drugih na način okarakterizira ali pa zaznamuje potem nadaljnji razvoj evropskega človeka. Posebej tudi v tem, da je uspel, bil je človek brez šole, veste, pisati ga je naučil dedek, naučil se je, ni hodil v šole, ni znal grško, ni znal niti nedobro latinsko, govoril je ljudski jezik iz okolice Ferenc bil doma, naučil se je pisati z levo roko, v kontrasmeri, kot pišejo Arabci, pa Julije, je pa znal tudi obrniti, ampak se je hkrati pa ga je zanimalo vse v naravi, tako se je bil neke vrste samouk, sam zase rekel homo senza lettere, napisal je pa na stotine strani, skice, komentarje, vizije, risbe, napisal tudi traktat o slikarstvu, ki ga imamo tudi v slovenščini, tako da je bil izjemen talent, ampak tak naraven. Z veseljem do spoznanja, to je tudi tisto, kar zaznamuje, tudi evropskega človeka, no vse zadnje, če rečemo tako, veselje do spoznavanja, kot pravi že Aristotel, vsak človek po naravi želi vedeti, spoznati, čeprav se danes to zgublja, in imel nek občutek za pravo mero, za tisto estetsko pravo mero. Seveda, moramo še to reči, v renesansi, to je to obdobje 15. 16. stoletja, prevladuje, glede potem na nadaljnji razvoj, zaupanje v lepoto sveta, da je ta svet po neki božanski pravi miri ustvarjen, da lepota pride tudi brez intelektualnega, recimo, teoretiziranja, pride v stik z resnico. To je šlo od stare Grče naprej, kako se na najvišjih principih ujemajo lepo, dobro in resnično. Tako da v renesansi je bilo to nekako intelektualno ali pa študijsko zaupanje v lepoto, ki je del resničnega. In seveda, trije veliki, Leonardo, Michelangelo, Rafael, vsak zase sicer svoj značaj, ampak predstavljajo tudi nekako tri poti v ta svet umetnosti in vam priporočam, če imate priliko, če imate čas, preberete tudi kakšno, tudi jaz pravim študentov, kakšno, danes imamo časa, ker je poplava informacije, ampak kakšno biografijo, kakšen življenjepis enega od, recimo, teh zgodovinskih velikih avtorjev, ker potem skozi neko knjigo, ki jo opiše malo bolj tako celovito življenje ene od teh velikih osebnosti iz tistega časa, in potem vstopite v duha tistega časa. Se spomnim, sem bral romane, recimo, tržaškega pisatelja Alojza Rebule, naprimer v Sibirinem vetru, in ko enkrat prebereš en tak roman, potem si domača v Rimu v 2. stoletju. Enako velja za to. O Leonardo imamo zdaj kar nekaj knjig, Paul Frischauer je napisal tako lepo
To je v slovenščini. Šla knjiga Paula Frišauerja, imamo zdaj tudi Serge Mamli, Leonardo, tako da je zdaj tega gradiva kar nekaj. Njegova sam Leonardo da Vinci, doma iz kraja Vinci oziroma celo iz nekih samotnih kočic nad tem krajem Vinci v okolici Firence, pa tudi malo posebna. Pogledali bomo nekaj religioznih motivov, pa tudi nasploh njegovo življenje, s poudarkom seveda na tem duševnem prikazovanju. Bil je nezakonski otrok, zgodnja deška, prva otroška leta, tja do 7. 8. leta je preživel na podeželju, kjer se je rodil, kjer ga je rodila njegova mama Katarina, navadno podeželsko dekle, živel prvih 7 let sam s svojo mamo nad krajem Vinci. Njegov oče, ki je bil bolj tak dolgočasen, recimo florentinski iz mesta Firenze uradnik, ki je imel tam neko podeželje in je rad hodil tja na poleti na počitnice, to je prišel tako recimo iz Ljubljane na Bled. In tam je spoznal to podeželsko dekle Katarino in je imela tega otroka, oče te pustil najprej tam, nekaj let se v Firencah poročil z bogatejšo meščanko, ki pa ni mogla nosila, ni mogla imeti otrok, tako da je Leonardo prva leta samo odraščal na tem podeželju. Je pa dedek, to je njegov avtoportret, v poznejših letih, njegov dedek bil ponosen nad tem fantkom, zapisal tudi celo datum, kot vidite, to je te knjige, 1452, nakon ujmijo lipote se je rodil moj vnuk, sin Petra, mojega sina, 15. aprila v soboto ob 3 po noči, dobil je ime Leonardo in ga je krstil duhovnik Bartolomeo. Tako da imamo tudi to zapisano. Od dedka. In tam je doživel svoja prva otroška leta, potem pa, ker njegov oče z uradno ženo v Firencah ni mogel dobiti otrok, je dedek sam potem je hodil gledati tega dečka, bil vesel, ker Leonardo je bil tak zelo gibek fantek, spreten, fizično gibek, inteligenten izredno, vse ga je zanimalo v naravi, se ukvarjal z tem, kot fantje poznate iz otroštva, martinčki, vucke, kaj se mački zgodi, če odrežeš brke, raziskuješ razne take vrgolije, vse to je bilo na delu, za gnezdi stikati. In potem so fantka Leonarda vzeli mačehi v mesto, v Firence. Ampak, tako da ima tudi biografijo, je pa ohranil ves čas vse življenje, stik s svojo materjo Katarino in tudi skrbel za poznejših njenih starejših letih skrbel za svojo mamo. Čeprav je potem odraščal naprej, najprej s prvo mačeho, potem pa še s drugo, ker je prva malo umrla. Izjemna umetniška dela, ki sodijo med najbolj znana na svetu, poznamo vsi Mona Liso ali pa Giocondo, kot pravijo Italijani, že eno od Gioconda. Leonardova dela so seveda del ustvarjalnosti tistega časa, ki je bila dejansko pravi preporod estetskega sloga, novega iskanja, nove govorice o človeku, kako na nov način spregovoriti o kompleksnosti človeka, strahovih, ljubezni, izrazih, fantazijah in navsezadnje tudi spoznanju in veri, kar kaže na celostno obliko prenove življenja. Dva avtorja smo omenili, Frišauerja in Bramlja, nekaj znanih knjig, bomo potem še pogledali Poklon kraljev, Marija, Jezus,
taka, vidite, pravzaprav nedokončana slika, ampak bomo potem od blizu pogledali ena tudi najbolj znanih njegova freska, Leonardova freska v Milanu, zadnja večerja, Mona Lisa in pa njegove fantazije. Veste, Leonardo da Vinci ni bil znanstvenik, ni hodil v šole, ni bil študiran človek. Ne? Po fantazijah, po idejah, ki si jih je zamislil, skiciral, načrtoval, takrat jih še niso znali zmogli tehnično, se jih ni dalo realizirati. Bil pa izjemen. Helikopter, podmornica, tank, voz, si izmišljeval nove, čisto take, veste, konkretne stvari, naprimer higienične, pokrov na školjki, torbice za ženske, balon, ki poči gor in pošprica vodo za razne spektakle. Tako da je izjemna kreativna pamet. Ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja se je o njem razmahnil skozi te študije tudi pravi mit, veliko navdušenja kot o genialnem človeku, kar je seveda bil, ampak ne samo zaradi likovnih del, oziroma slikarskih del, ampak tudi zaradi celostnega izraza in sporočila o človeku in njegovi duševnosti. Tako da je samo njegovo delo, sam njegov opus je nekaj posebnega, če pomislite, da sploh ni hodil v šolo, pisal z levo roko, kontrasmerni napisal pa na stotine strani, beležk, skic, ki so danes spravljene oziroma raznih teh modernih izdajah njegovih rokopisov. Ob slikah, ki jih najbolj poznamo, torej nastopa kot nek tak nešolski ali pa spontani in genialni raziskovalec. Delo, ki ga je napisal, je pa njegov traktat o slikarstvu, ki ga imamo tudi v slovenščini. Bil je, naprimer, lejte še to, da dodamo v tem splošnem uvodu, bil je dejansko nek tak spontani, spet ne čisto šolsko-šablonski, pionir mnogih disciplin. Naprimer, odkrival je, prvi začel opazovati te fosile ali pa podobe, kot jih tudi na krasu vidimo, malih polškov ali pa školjkic pol centimetra v kamnu, da to pokriva. In je predpostavljal pravilno, da je pravzaprav včasih bilo pa tudi tam gor morje, gor do Triglava, kar je precej tako fantastično. In je predpostavljal, da je celotna zemlja kot neke vrste organizem in da se pretakajo vode po zemlji, tako kot kri v človeškem telesu. In je pravzaprav bil predhodnik geologije. In te implicitne široke ali pa dolge zgodovine. Ker veste, kot v renesansi se je najprej Kopernik, Galilej, Bruno, se je najprej prostorsko razširilo podoba vesolja. To ni samo Zemlja, pa 7 planetov, Luna, Merkur, Venera, Mars, Sonce, Jupiter, Saturn, pa zvezde, pa omejena krogla, ampak to je, najprej se je to razširilo potem do brezmejnosti, do drugih galaksij, časovno. Je pa do Newtona, pa še naprej, je svet bil relativno kratek. Dolg 5-6 tisoč let. Od stvarjenja, Adama in Eva, Noe, Kristus, 5, pa še naših 1500 do takrat 1700 let, skraj 6 do 7 tisoč let. S tem je se pa še v 18. stoletju se je ta časovni trak pa tudi povečal. Leonardo je tudi s tem geološkim predpostavkami razširil tudi to časovni trak. Potem bil je iznajditelj v teh fantazijah, o novih tehničnih izumih, letalo, podmornica,
helikopter, tank, mostovi. In hkrati je tudi bil med prvimi, naprimer, ki je hodil po mestu in so ga zelo zanimali čudaki. Celo v bolnico je šel. Je gledal patološke obraze, čudaške obraze. In je prvi, ki upelje recimo karikaturo v slikarstvo. To je čisto nekaj druga, kot imamo bizantinsko, sakralno slikarstvo, ki je veličastno, večno, skoraj da ni nasmeha. Leonardo pa upelje čudaške face, nasmeh, jezo, strast. Zelo razširi tudi ta horizont, upelje karikaturo kot nek izraz. Tako da, vsem tem je bil dejansko neke vrste inovator. In tudi, naprimer, takrat so začeli na skrivaj secirati trupla, človek je umrl, tudi Michelangelo, je bilo prepovedano, seciranje, ampak so se smenili z župnikom, župnik je pustil ključ za rožo skrito, Michelangelo je šel po noči tja, kjer je čakal v vežici truplo umrlega človeka, ga je seciral, pogledal, kaj je pod kožo, zašil nazaj, pred jutrom se vrnil domov, popil kozarč lopsa in šel spat, naslednji dan je bil pogreb. Zakaj je bilo prepovedano? Razen na nekaterih univerzah v Padovi, zato ker so že takrat, veste, trgovali z deli trupla in so jih prodajali potem kot relikvijo tega svetnika ali pa te svetnice. Že takrat. In zato je to potencijalno prepovedano. In so nas skrivali, razen na univerzi Padovi, še kakšni umetniki v tem času začeli odkrivati, kaj je pod kožo. In tudi Leonardo je to in naredil izjemne skice, recimo tudi noseče ženske, zarodka, tako da je tudi pionir neke vrste še pred prvo anatomsko študijo te anatomije človeka. Prvo anatomsko študijo je naredil Andreas Vesalius iz Belgije, isti čas kot Kopernik napiše svojo knjigo, da se Zemlja vrti 1543, to je 30-40 let po Leonardu. Isti čas izide zgradba človeškega telesa, Vesaliusa, recimo De Humani Corporis Fabrica, Kopernikova knjiga. Leonardo pa že predtem naredi tudi zelo natančne risbe, skice človeškega telesa. Hkrati pa hvalnica anatomija, karikatura, mehanika, hidravlika, voda ga je kot tak. Recimo, genialec, ki vse življenje ohrani malo otroškega duha, pod vplivom materine vzgoje, se ves čas tudi kot star mož ohranja malo te otroške igrivosti, raziskovalne. Tak je bil Leonardo. Zato je voda en tak element, ki te vrača v otroštvo. Je to ohranjal, zmeraj ga je zanimala tudi voda. In hvalnica, renesansa očesa. Treba je znati videti. Mi lahko gledamo danes, televizija, ekrančki, ne vidimo. Se sprehajamo po Ljubljani, vsa svoja mlada leta, študentska, ampak ne vidimo pravih sporočil, teh fasad, izdelkov. Treba je znati videti, so takrat renesančne saper vedere, ko so upeljali perspektivo v slikarstvo. Ne samo gledati, buliti, ampak znati videti. Looking, seeing, seeing, looking. Si gledaš, pa lahko ne vidiš. Moraš znati videti. Kot spoznavni korak. Seveda, v tem kontekstu nastopi tudi ideja človek kot mikrokozmos, kar je bila neka ideja znana že iz srednjega veka, iz Vitruvija, izba mističarke Hildegarde iz Bingena, ki sama je imela take vizije že v srednjem veku, v 12. stoletju, človek kot središče kozmosa, Bog
kozmični človek, zemeljski človek, 7 plasti, pa tudi Leonardo. Krog, kvadrat, človek, ki povezuje krog in kvadrat, krog simbol neba, kvadrat simbol zemlje, v središču kroga opek, v središču kvadrata zemeljskega bivanja spolovilo, v zlatih rezeh in človek je tista knofeljska sponka, ki povezuje eno in drugo. Edino bitje, v tem je čudežno bitje, samo en samčnik je rekel. Človek je zemeljsko bitje, fizično, stvarno in kozmično bitje. In povezuje eno in z drugim. Duh, mentalno dejavnost in telesno dejavnost. Te ideje so bile že znane že srednjega veka, sicer o človeku kot mikrokozmosu ali malem svetu v razmerju do velikega sveta, makrokozmosa, že z nekega arabskega avtorja, Al-Kindi, to je tak arabski filozof iz Iraka, takratnega 9. stoletju, v svojem spisu De Radis, o koreninah, ki so ga potem prevedli v srednjeveki v latinščini. Latinščina v spis Picatris, ki je bil tudi arabskega porekla, to je taka učena magija. Človek, skratka, kot povezava enega in drugega sveta. Ali analogni odsev, ne bi rekli, velikega sveta. To je Leonardova risma, povitruje modelu iz antike, ne? Rimski arhitekt. V središču človek kot simbolno merilo sveta in vez velikega in malega kozmosa, izkušnja parcialnega, to je eno temeljih, ne, v religiji je to v osnovi. Izkušnja delnega, parcialnega koščka, zanimivo, križ, fizični, en košček, en delček, hkrati in izkušnja parcialnega, neko vsetje obred, neko služje, izkušnja parcialnega, neki izgled ukrive, hkrati vzpostavi vez z univerzalnim, splošničnim. To je jedro simbola. Da, doživeti v malem vse, celovito. Izkušnja parcialnega kot izsek celotnega sveta, ki zajema globalno. Ustvarjalni proces kot graditev in sobivanje s sebstvom, o tem je dobro pisal, to imamo v slovenščini, vam priporočam tega avtorja, Erich Neumann, napisal tudi lepe eseje. Imamo v slovenščini njegovo knjigo Ustvarjalni človek, na spletu boste dobili v njem vse informacije, Erich Neumann iz Jungovske šole, globinske psihologije, pisal tudi lepo knjigo Umetnost in nezavedno in lepe eseje. Sem jih še pred leti, nekaj smo prevedli za gradijo sodobnost, arhetip Leonardo in arhetip matere. Prav v tem pisal. Leonardo da Vinci in arhetip matere. Erich Neumann. Študijsko, odkje je Leonardo vse to nabiral, odkje se je on učil, to ostaja precej še zmeraj skrivnostno neznano. Gotovo, da je bila, to je poznal, čeprav ni bil tak študijski človek, ne, tradicijo poznega srednjega veka in takratnih Firenc. Glejte, to so primeri njegovih spisov, vidite, z leve na desno, ne, kot arabsko. Ja. Ali pa hebrejci, ne, tudi enako je, iz leve na desno. Njegovi zapisi, skice, precej vse mogoče je preučeval, zemlja, sonce. Ali primer, anatomska študija, pogledajte, ena prvih, še pred, smo rekli, 30 let pred sploh prvo anatomsko študijo v Evropi, ne, Andreas Alisarius, zelo natančne izbe, to tudi danes medicinci priznavajo, zarodek v maternici. Zelo natančne anatomske študije, naravnih skic, risb človeškega telesa, ki so dejansko pionirski poskusi zarisa in njegovega kaženo, njegovo zanimanje na celovitost sveta. Leonardo v
rokopisni opus je, kot smo rekli, nekaj posebnega. Sam si naredil tudi zelo natančno nalivno pero, se vidi, ne? Ja, si ga sam naredil. Obsegal celoten njegov opus okrog 5000 strani, za zelo posebno pisavo, kot smo rekli, z risbami, skicami, zelo finim peresom. Spisi so danes razdeljeni na več kodeksov, ki jih potem imenujemo tudi z različnimi oznakami, imeni. In pa spis traktat o slikarstvu, kjer je seveda prisotna ta pravljica očesa, saper vedere, ne? In potem seveda to, kar gre šlo voda, zrak, vzgib pletenja, ne? Tako latentno psiholog bi danes rekli latentno otroške forme, ne? Petni, dva vira sta, veste, v človeških kulturah, dva vira sta. Eno je 5 čutil, ampak od teh 5 čutil, to mnogi strokovnjaki, mojstri, literati pravijo, ampak dva, že od starega veka naprej, dva sta glavna teh naših 5 čutil, danes vonj, okus, tip sta malo manj, narekovaj vredna, oko in sluh sta pa glavna. Vizualno videti, vedeti, tudi indoevropski koren, videti, vedeti in sluh. Na sluhu sloni hebrejska tradicija, judovska, starozavetna. Boga ne vidi, Abraham ga ne vidi, Mojzes, da prideš, Boga sliši. Ena od. Ja, sluh, glas, glasba, Valentin celo, ne, notranje. Grško in potem renesansa, pa nares tudi zahod, pa pohvali vid. Dve različni poti, če tako rečemo, obe sta glavni, pomembni, ampak sta malo komplementarni. Sluh je na nek način še globi, tudi vid je povedno, kot veste. Vse to se tudi izraža. Mehanske študije bil je kot takratni renesančniki zelo seveda potem tudi praktičen človek in je načrtoval stvari, večina teh stvari se niti ni realizirala. Leonardovo, kot sem vam nakratko že povedal, zelo posebno otroštvo, tudi v tem. Prva deška leta je preživel z mamo Katarino v taki samotni koči, na Gričih, gor nad Vinčem. Jaz sem bil tam pri njegovi rojstni hiši in ko sem bil tam, sem vse razumel. To je kot da bi prišel, ne vem, veste, tako na veliko naselje gor, med hribe, se v Sloveniji imamo veliko takih, se dvigneš gor, to je tisto, kar se reče, tisti pogled, zvišeni pogled iz vrha in gledaš na svet spodaj, kjer živijo ljudje, ti si pa dvigne gor, in tam je živel sam z mamo in so zvečer zaprla vrata, ona upravila pravljice, preprosta punca podeželja. Brat od očeta koče je bil res tak neroden uradnik in potem je brat od očeta prinesel kozo, da sta imela tam eno kozico, da tisto mleko je pil, kozje mleko je zdravo. In je tako odraščal, si morate misliti, prvih 7-8 let, potem si ga pela v mesto. Oče je tja hodil na počitnice, tam je pač s to podeželskim dekletom Katarino pač dobil otroka. Dedek je hodil gledati tega dečka s palco, se je veselil, 3, 4, 5 let, ko je ta fantek skakal tam okrog po travnikih. In potem so ga pri 9 letih vzeli, kar je uradna žena, očeta ni hodil dobiti otroka, in so ga vzeli. In so se zmenili tudi z mamico Katarino, da gre otrok v mesto Firence. Tam je potem Leonardo odraščal najprej s prvo mačeho Albiero, ki pa je kmalu umrla. In se oče vnovič poročil. Nova mačeha, Francesca, pa je bila bravo punca, v bistvu potem 5-6 let, nekaj let samo starejša od Leonarda. Zanimivo je tudi to, da se to je na tej sliki se potem vidi. Mama pravijo, to je
sveta Ana, Marija, ne, Marina mama, sveta Ana, Marija in Jezus. In naj bi naslikal hkrati preko teh biblijskih figur, Device Marije, svete Ane, Jezusa tudi svojo mamo in mačeho Albiero. Albiera, mačeha prva je umirala, pomislite, že tudi, mi je tudi zanimiva taka anekdota, ne vem, jaz mislim, da je bila kar resnična in oče, njegov, ne, dolgočasni uradnik, je že imel gledano to mlajšo Francesko, s katero se je potem poročil drugič, ne, ampak so mogli počakati, da je prva žena umrla in je ostala sama doma. In Leonardo je bil deček, mlad fant, ne, 12 let je bil z njo, ne, in oče je šel pa prvo, da ga sploh ni bil doma. In ker bo strah. Ampak potem, zadnjo noč, ko je mačeha umirala, je Leonardo si zamislil, po noči, grem pogledat, kaj se dogaja. Mogoče bom videl, kako bo prav umrla, kako bo šla njena duša ven, kako bo šel njen duh ven. In je šel k njej in bil pri njej do jutra in jo umrla. Zato so take zelo posebne izkušnje, ne, ki jih je on doživel že kot mlad. Da vam precej tudi razložijo potem, tako zelo posebnosti samega Leonardovega duha. Potem je bil pa seveda mlajšo, novo mačeho Francesko, ki sta nekako nakazani, to je nama, prva mačeha, kot sveta Ana Marija, ampak pogledajte tudi na teh velikih, potem zrelih Leonardovih slikah, poleg teh figur, napisala sta vsak svojo razlago, tudi Freud in Jung. Freud je videl najprej v tem plašču, vidite tukaj tazga ptiča, ne? Ker Leonardo potem piše tudi, kako ga je v otroštvu enkrat en tak sokol, tak velik ptič sokol oplazil in ga je s perutnico plazil skozi usta, oziroma skozi obraz, in Freud je tako v tem videl otroški spomin Leonarda da Vincija in falični simboli. Jung je malo bolj široko seveda to razlagal, ampak pogledajte ta ozadja, vidite, to je pa kot kitajsko slikarstvo, ta ozadja, fantastična ozadja so tako kot gore v neke, to so podobe, kot jih sanjamo, kot jih vidimo v sanjah. Spravi, Leonardo je poznal takrat odkritje perspektive, pravilne geometrije, ampak so ta njegova ozadja čisto tako fantastična. Pri Moni Lisi je zelo podobno. Bodite pozorni, ta ozadja slik tudi pri njem. Mladeniška leta je potem preživel s prvo in potem s drugo mačeho v Firencah. Ob mačehi Frančiški je bil 15, 16, 17 let, odraščal v Firencah, se razvijal v samosvojega mladeniča, z zanimanjem za opazovanje, nosil domov, ne, razne stvari, ki jih je martinčke in ježke in kar je nabral v naravi. Že mlad je postal vajenec v delavnici takrat priznanega slikarja Andrea del Verrocchio v Firencah. To je bil vajenec, to je bil Verrocchio dober slikar, znan, tudi priimek je, da je bil Verrocchio, pomeni hkrati italijansko vero occhio, ali pa pravo oko. Zdi se, da mu je Leonardo kot mladenič, star 15-16 let, takrat poziral, to je kip Davida, ki premaga Goljata iz starozavezne zgodbe, ne vidite Goljatova glava že na tleh, David z mečem, Michelangelo potem tudi radi Davida, ne, in da mu je poziral mladi Leonardo, takrat star 15 let, kakor še nek fant, ki se je pri njem učil, ne. Firence so bile takrat na vrhuncu, to je pokrita 1480-1490, Botticelli, že starejši slikar, pa Ghirlandaio,
Michelangelo je še takrat tudi mladi deček, oziroma se rodi, komaj družina de Medici vlada, slikari, kot so Ghirlandaio, Botticelli, novodahnski krožek, Carlo Firenza, odkritje perspektive, arhitekta, Brunelleschi Alberti, zelo se razširi motivika v slikarstvu, ne več samo biblijske teme in motivi, ampak tudi mitologija zaživi, pa realni portreti. Lep življenjepis, da imamo tudi v slovenščini, pisal Giorgio Vasari tudi o vseh teh velikih takratnih umetnikih. No, potem, to je taka študijska uvedna, vse ustavimo pri tej veliki sliki, ki je naredil krst v Jordanu, angela, Jezus Kristus, Jezus, ki se krsti pri Janezu Krstniku v Jordanu, oziroma na morju, v vodi, Božji glas, to je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, kot krstnik Janez krsti Jezusa, dva angela tu zraven in pravijo, oziroma razlaga je taka, da je tega levega naredil mladi Leonardo, star 16 let. Drugače slika Verrocchiova, Kristusa, krstnika, tega levega je pa naredil Leonardo in taka zavistno gleda in bo pravi, lepši si od mene. In pravijo, da je takrat Verrocchio bil, je rekel, ta mulc, ta mladenič, Leonardo je pa boljši od mene. In da je izgubil veselje tudi do slikanja, ker je tako zavistno gleda, tega je naredil Leonardo. Pa vidite, ta zaliv v ozadju, tako v točki fuge ali perspektive, tako kakoli gledamo, se nam zdi, da je v našo smer, tako, ali pa če bi tam gledati, da je v vašo smer, odkritje perspektive. Leonardo je mojstru pomagal pri izdelavi omenjene slike, sam naredi na sliko levega angela, ko je mojster videl, da se je, to pravi že Vasari, takrat njihov sodobnik, ki je opisal njihova življenja, ko je Verrocchio opazil, da fant slika precej boljše kakor on, tako piše Vasari, je rekel Verrocchio, bom levo slikati. Novejše razlage pripisujejo Leonardo tudi to naravno ozadje, ta zaliv, ki je v tej točki bežišča fuge, oziroma centralna točka tega odkritja perspektive. To so bili začetki še čisto Leonardovih mladih let. Bil je med prvimi, ki je narisal tudi, takrat se osamosvaja med odkriti motivi, spravi tem in motivov na samem slikarstvu, se je to polje zelo razširilo, ne več samo biblijske figure, ampak tudi narava, najprej kot ozadje, potem pa celo v prvem planu, to je ta Leonardova risba, naslikana krajina ali pokrajina brez človeka. So panoramski pogled. To je nekaj novega, tega v bizantinskem ikonah tega ni, v srednjem veku tega ni, so vedno biblijske figure, ozadje je brez veze, narava je brez veze. Zdaj pa to nastopi v ospredje kot predmet, objekt, vreden estetskega pogleda. Hkrati nastopajo portreti navadnih ljudi, avtoportreti samega sebe, isti čas, ko se pojavijo avtobiografije, zgodovinske osebe, potem pa v naslednjih korakih še tihožitje in podobno. To so bili taki prvi koraki, risba krajine 1473. Nove oblike, skratka fenomenologija, zaznave Leonardo pelje karikaturo, kot smo rekli, ironično risbo, pretiran izraz jeze, strahu, začudenja, pa hkrati fiziološki in anatomski izraz. Karikirane poteze so del usmeritve k spoznanju, spremlja kulturo renesanse, hkrati pa so izraz moči vizualizacije in vloge očesa. Naš pogled naj pridobi moč spoznanja, nadzora in obvladovanja sveta.
Rekle se, tu vse, skozi te navadne stavke, ampak skozi to je zahodni svet dobival nadzor nad svetom. Ne? Tako se je Zahod ločil in prehitev druge civilizacije. Ne? Da bo še malo povedal. Izjemne so njegove risbe, nosečnosti, človeškega zarodka, vse v svetu, od gibanja vode do rastlin in človeka je za Leonarda nekako čudežno. Ne? Božansko na nek način. Tako da Leonardo dejansko bi lahko rekli zdaj z vidika poznejše filozofije in poznejše misli. Leonardo nakazuje tudi ta seveda panteistični kontekst. Vse v naravi je na zemlji, na svetu, je čudežno, je magično, je božansko. Prav se ohranja vsebinsko vsebino vire, tako kot je sprejel in je bila posredovan. Ni upornik v tem smislu, da bi bil proti crkveni ali pa proti krščanskemu. Hkrati pa to vsebino razširja na svet. Ena prvih njegovih samostojnih slik je Marijino vznenenje oziroma Angelov vznenenje Mariji, ta je čudovita slika, tudi to, tako kot prejšnjo Verokjevo, pisal se o krstvu Jordanov, tudi to sliko hranijo v galeriji Uffizi v Firencah, Marijino vznenenje, mlajše delo, samostojno, izbrani motivi za religiozne tematike. Oba sta, pogledajte, to je Leonardova roka, če tako rečemo, izjemno natančno naslikana, narisana in oba dihata neko veliko dostojnost. Tako angel kot Marija. Angel Gospodov, Marija, za mizico, bere, znak, da je izobražena, zaliv v ozadju v točki bežišča ali fuge, točka, v katero se naš pogled odkrite perspektive, ki vzpostavi dvoje, ta odkritje perspektive. To samo evropska, zahodna, v Italiji pa v severni Evropi se to pelje, ta linearna, konvergentna perspektiva. Če kitajsko slikarstvo tega ne upelje, bizantinsko tudi ne, to pa zahodno v renesansi pa upelje to perspektivo, ki vzpostavi dve točki. Točko, ki se umika v neko točko fuge ali bežišča, tja naprej in povečuje realno naravni prostor, hkrati vzpostavlja tebe, ki gledaš, subjekta. Zate je ta svet tako postavljen. Je drugače, v sanjah ne vidimo tako. V sanjah vidimo, kot je kitajsko slikarstvo, ki vse smeri. Ni enega točke fuge pogledal. Zahodni modeli pa pravijo. Ti vidiš svet in ti lahko s svojim pogledom zajameš svet na tvoj način. Moderno slikarstvo, Picasso, Mondrian, konc 19. začetek 20. stoletja, Kandinski, ruski, so želeli to podreti, da se odpre nova pot. To je modernizem, potem skušal prav to renesančno strukturo podreti, da se odpre nova, moderna pot. Ampak zdaj smo na začetku, ko se to oblikuje. Potem pa nekaj, gremo malo hitrej, ker smo se že zavlekali, njegove podobe Marije. Tudi to je ena zgodnejših del začetka Leonardovega slikanja Marija z Jezusom. Forma mater in otroka je še tradicionalna. Leonardo pa seveda kaže svoje posebnosti. Tanko narisani in naslikani in narisani lasje, te pričeske so tako zelo posebne, neka posebna milina tudi Marije na obrazu, in premik kar naravni drži. Tudi samega Jezusa, otroka, ki se
zamika in pa ozadju. Ali pa še ena, recimo Marija z nageljnom, v drugi polovici 15. stoletja, tudi to še mladostno delo. Marija ima spet prefinjeno spete lase, to je te Leonardove specifične vrhunske renesančne slike, v roki drži tudi nagelj, vrč s cvetjem. Drža Jezusa ni več kanonizirana, to ni več ikonična podoba, ne, ampak tukaj je Jezušček dejansko kot otrok, to je bilo tisto, ta zadnje, kar so odkrili. Najprej, če gledamo Giotto Marija, pa že začutimo pod to njeno obleko, pod draperijo, začutimo fizično telo, to recimo že v poznem srednjem veku, začutimo, za razliko od ikon bizantinskih, začutimo pri Marijo prsje, ampak otroka je bilo pa najtežje naslikati kot otročička. In zdaj, recimo beneško slikarstvo, Bellini, Leonardo, pa ga naslika res kot otročičko, ki ne zna biti primerno. Zdaj, kar recimo v srednjem veku je še otrok, ko statičen, Jezus, blagoslavlja. Tle pa res kot deček, ki ne zna biti primerno. Tako se tudi ta verska vsebina, vidite, počloveči na nek način. In lahko beremo na dva načina, da lahko rečemo, konec je sakralne umetnosti, ali rečemo, ne, še vedno sveta na božjo umetnost, figura, ampak vstopi v človeški svet. To je. Potem pa tudi portreti, recimo takrat laičnih oseb, če rečemo, oziroma navadnih oseb, to je bila Ginevra dei Benci, izjemen portret, gre za podobo, portret navadne laične osebe, hčerke florentinskega trgovca, ki se je v 20 letih poročila, grmiček za njo, Ginepro, pomeni blin, Ginepro Brin, narisam Brin, na hrbtni strani slike pa piše virtutem, forma, decorat, prepost, še povečuje lepoto. Če vidite, podoben kot vedno pri Leonardu, ta izjemna, natančna risba. Madonna Benoit. Leonardo je star 28 do 30 let, preseže dotedanjo florentinsko umetnost, slikanja, Botticellia, Ghirlandaia in drugih. Presega tudi konvencionalnost. Slika noče biti le obrt, buona arte, lepa umetnost, želi poseči na spoznavno področje. Spravi, to, kar tudi danes v šolah ne znamo peljati, da bi se preko umetnosti tudi učili, ni to samo dekoracija, lepo za pogled, ampak nosi spoznanje lahko tudi, človeku, svetu. Želi poseči na spoznavno področje in prikazati svet, kakršen res je. Za Leonarda slikarstvo postane način, kako spoznavati naravni, pa tudi duševni svet v človeku. In eden tisti, ki najbolj pelje to, kot rečejo Italijani, na figurah, na obrazih, stato d'animo, spravi razpoloženje duha, slika, ki naj zajame človeka in preko te podobe naj začutimo, tisto, kar mogoče biti tako konkretno ne vidimo, neko stanje duha, stanje duše te osebe. In tudi tukaj otroki taki ne zna biti primerno. Sveti Hieronim, slika crkvenega očeta, svetega Hieronima, prevajalca hebrejske Biblije v latinščino, celotnega svetega pisma v latinščino, tako imenovano Vulgato, ki je bil dolgo časa avtoriteta, več slik, torej večkrat nastopa v renesančnem slikarstvu, doma morda celo z naših krajev, kot vemo, gospod Rafo Valenčič je napisal
mož z Krasa, Hrvati ga imajo za svojega, ne bi se rodil tam nekje nad Kvarnerjem, ne vemo točno, kje se je rodil, Stridon tega kraja, potem ni več iz 4. stoletja, ne, nekje, Ilirske Bistrice, Logatca, strane pod Namosom. Slika nedokončana, ker je Leonardo odšel potem v mlajših letih v Milano, iz Firenze v Milano, kjer je potem več kot 10 let živel in delal v Milano na dvoru Ludovika Sforza, imenovanega Il Moro. Predtem je šel v Milano, je šel v Firencah, začel slikati to sliko, Poklon kraljev, ena zelo močnih, sugestivnih slik, potem pa je pustil nedokončano, kot vidite, ne? Ker je dobil to vabilo, bil star 30 let in potem šel v Milano. Slika je danes ostala v Firencah, je v galeriji Uffizi. Leonardo, Marija Devica, Jezus, Poklon kraljev in je slikal za nek samostan v Firencah, menihi so hodili gledati, se čudili, kaj dela. Ne? Poglejte te obraze. Ne vem, kaj ste poznate ruskega režiserja Tarkovskega, Andrej Tarkovski, ste že slišali Tarkovskega filma, on svetuje, povedite si kakšnega Štajker. Zadnji film Žrtvovanje, jedrski spopad na svetu, ta zgodba filma, ne, družina gor na severu Skandinavije, čaka konc sveta, jedrstvo. In potem poštar, Hermes, poštar prinese to sliko. Ruski režiser Tarkovski bil zelo veren, ko povezoval kot Rusijo in italijansko renesanso. Potem se kamera, veste, to je čisto drugače kot ameriška režija. Se kamera sprehaja po tej sliki, ampak dolgih 7, 5, 6, 7 minut. In je to od enega vrata tega. Tega. Je, ne, potem film je vredova. To sliko je delo Leonardo takrat, pozdravo življenja, Marija, Poklon. Hkrati pa mislim, pozna perspektivo, hkrati jo pa presega, vidite, in je podira tisto eno točko bežišča, ne, in upeljuje spet to sanjsko vizijo, tak je prostor, kot ga sanjamo, podzavestne. Ni ene figure, ne. Ti hodniki, ki se podrejo, tukaj ne bi bila celo, vidite, tukaj je tak stebriček, tukaj ne bi bila kočica, staja, hlevček, pravi sta, Božiča. Pa potem sta se premaknila, Marija in Jezus, eno od teh je tudi Jožef, so se premaknili sem pod drevo življenja in kralji, ki pridejo, oziroma modreci. To je Leonardo, je obvlada strukturo, ampak jo hkrati tudi že podira. Je presega. Umetnost ni šola, ne? Duh ni šolski, ker vedno išče naprej. Izjemni izrazi, čudenje, vznemirjenost, kot se dogajajo, da Jezus, pravo razumetje. Odhod v Milano, star 30 let, torej pusti tisto sliko prej nedokončano, se preseli v Milano, takrat je bila Italija še za časa Prešerna, ni bilo od Italije. Še za časa Prešerna je bila Italija razdeljena, Beneška republika, papeška država, jug Italije, svoja scena, Firence, male kneževine, nad vojno so Lombardija, Ducato, pa Savojci, ne. In gre takrat v Milano, tam ga časti Ludovico Sforza, imenovani Moro, ali pa temni predat, ne, v Milano, v Lombardiji, tam je ostalo 10 let, v tistem času je prišel tudi do naših krajev, do Vipavske doline, zaradi obrambe pred Turki, ki so udirali Beneško republiko. No, v Milano Leonardo ustvari nekatera pomembna dela, skrbi seveda za spektakle, tistih pač knežjih praznikov.
V tem obdobju pride tudi do Benetke in v Pavski dolini načrtuje branni zid pred Turki. In v tem samostanu Santa Maria delle Grazie, Svete Marije milosti, naredi tudi tisto znamenito fresko Zadnje večerje. To je njegov predstavitveno pismo, vidite, znali tudi zamenjati vrstni red pisanja, je še znal tudi iz leve na desno, pa je lahko tudi obrnil, ko se je predstavil vladarju, je gospodu na dvoru predstavil se s pismom, kaj vse zna narediti, to se je ohranilo, kjer opiše svoje zmožnosti in znanje. In samo en del pohvali, da zna pa tudi dobro slikati in risati. Mi ga danes v glavnem poznam po slikah, ampak se je pohvalil, kako razgraditi, upravljati s hidravliko, pripravljati spektakle, praznike in vse tako. No in tam naslika tudi eno od teh velikih najbolj znanih njegovih slik, kot je Marija v Votlini, jo hranijo danes v Louvru, v Parizu, Marija. Okrog tega se še zmeraj mnogokrat ljudje različno zlagamo, eden je Jezus, eden je Janez Krstnik. Kdo je kdo? Ker tega dečka, fantka Marija drži in bi človek rekel, to je Jezus, ker ga tako drži. Ampak v resnici to je Janez Krstnik, Jezus pa blagoslavlja. In angel to tako kaže celo s prstom na krstnika. Ampak to zato, ker so tako je malo obračal tudi Dan Brown se je tle zmotil, ki je rekel, da je to Jezus. To je Jezus, ki blagoslavlja, to je Janez Krstnik, čeprav angel kaže na njega, ampak zato, ker je bil Janez Krstnik tudi v Firencah, je zavetnik mesta Firence in je pod zaščito Device Marije. Spet pogledajte, kakšne so Leonardove slike, spove voda, grmički, kamni, Marija v Votlini, skale, meglica, te megličaste mu pravimo sfumato, tako zamegljeno, paraliv, svetlobe. Bratovščina Brezmadežnega spočitja v Milano je Leonardo naročila sliko za srednji del oltarnega triptiha, pet podob. Izbrani motiv se zdi zelo posrečen, srečanje malega Jezusa z Marije in Janeza Krstnika v naravi, ob skali, v vodi in skali, tako prav botanični elementi, pa značilni preliv meglic in svetlobe, ali kako ima to. Jezus blagoslavlja, Marija pa drži roko na Janeza Krstnika. Potem pa še ena kopija, ki so jo naredili njegovi predis, učenci, to pa hranijo danes v Louvru, podobno, ampak tista prejšnja je boljša, če pogledate, ta Marija, je ta je boljša naslikana, pa v Londonu, spet Krstnik, Jezus in pa angel. Takrat v Milanu živi tudi Franchino da Furius ali da Furio, glasbenik, ima tako zanimive slike, napiše spis tudi praktika muzice, Zemlja, Terra, potem pa sfere, planetov, Luna, Merkur, Venera, Sonce, Mars, Jupiter, Saturn, zvezde stalnice, pa 7 tonov, na vrhu Apolon, 3 gracije kot kozmična glasba, angelska glasba. In portreti sodobnih oseb, to je Leonardo tukaj, jih ni naredil veliko, ampak vsi so izjemni. Za družino Sforza v Milano ustvari nekaj izjemnih slik in portretov, v ospredje stopijo seveda ženski portreti, ki vpeljajo povsem novo formo slikanja. Portreti, tako bi bil posebno poglavje, tukaj lepa Feronier, morda Lucretia Crivelli, realna oseba, to je bila modna navada v Milanu, tak trakec pa Biserček, to je taka moda Milana, takrat igra luči, pošel na držo v takem rahlo, obrnjenem portretu,
To so laični seveda portreti, ne? Kot bila gledalca. Še en tak portret, zelo znan, danes ga hranijo v galeriji v Krakovu na Poljskem, kar je kupil to sliko v Franciji, nek čartorski, nek poljski plemič, gospa ali dama s hermelinom, Cecilia Gallerani je bila ta ženska. Hermeline so takrat imeli, poznate hermeline, taka podlasica, pozimi je bela, poleti je malo rjava, kožušček, jaz sem ga dvakrat videl v hribi, visoko gor, da je težko je taka podlasica, hermelin. In so ga včasih imeli na dvori, veste zakaj? Zato, ker je hermelin, taka mala kuna, polovil vse miši. In je bil tak najboljši zaščitnik čistoče in je potem dejansko simbolično pomeni čistost. To je bila sicer ena od prijateljic gospoda Vojvode, Cecilia Gallerani, jo je Leonardo naslikal, tukaj je spet ta florentinski trakec, ne florentinski, milanski trakec, pa hermelin, hkrati pa tudi ime, po grško se hermelinu reče gale, tako da navezuje, nakazuje tudi na sam priimek te gospe Gallerani. No in potem, se proti sklepu, še to sliko moramo natančneje pojasniti, eno najbolj znanih, Zadnja večerja, v Milanu, v tem samostanu Santa Maria delle Grazie, kamor je gospod Ludovico Sforza, včasih se šel tja poleti malo počit za en teden, da se malo, prvo je telefonček, izključil in se šel tja malo sprostiti in je bil tam malo par dni v miru in potem, da bi se odložil opatu tega samostana, je rekel, bom ti poslal moj star, ti bo tam nekaj naslikal. In je Leonardo si zamislil, da do njihovi obednici v tem samostanu, v refektorju ali v obednici, povečal, tako na koncu, recimo v obednice, jedilnice, na steno, to besedo, ko prvi gledate, malo dvigneno gor, naslikal Zadnjo večerjo Kristusa, veliki četrtek. Temeljni dogodek, postavitve cerkve. In naslikal je Jezusa, Kristusa, 12 apostolov, vidite, perspektiva, če bi tako vzeli ravnilo, zdaj pa bi podnili tako, tako pa s te strani, tako bi podnili črto. Tukaj je točka bežišča nad Jezusovo glavo, tukaj za njim dve okna in vrata, prostor, ki ga dejansko povečuje. Jezus v trenutku, to je precej inovativno tudi Leonardo, sicer je že bil znan ta motiv tudi iz poznega srednjega veka, ni bil čisto nov, ampak je ga Leonardo šele tako imenitno, vrhunsko prizoril Zadnjo večerjo na veliki četrtek pred velikim petkom, Sionom, pred Poljsko goro. Zajet v trenutku, to je zdaj ta psihologija, ki jo Leonardo pelje, različna, mislim, novost v primerjavi s statičnimi figurami. V trenutku, ko Jezus reče, eden izmed vas me bo izdal. Resnično povem vam, eden izmed vas me bo izdal. In apostoli se začudijo, vsak na svoj način. In gledajte, jih imamo v skupinicah po tri, trije. Vsak se vznemiri, Janez, nežno se vrne nazaj, Juda Iškariot, Peter, tukaj imaš en tak noč, koga Iškariota budne. Se točno ne reči, java je ta roka. In Peter gleda, kaj? Uskipide, se veste, Petra, Simon, Petra je tako uskipljivega značaja. Gete je napisal tako cel esej, bolj da vgete, nemški
romantični pesnik napisal, ko je obiskal potovanje v Italiji, sem ga imel v slovenščini, pisal cel lepe opis. Kaj si rekel? Juda, škorjot se nagne nazaj, so straši, in prevrne solnico, ki pade dol. In na drugi strani pa druga trojica, ne? Jakob starejši, Janezov brat, Zebedejeva sina, še Gospod, ni mogoče. Je starok, ljudje zelo podali, jaz Italijani, to je še moj oče rekel, jaz sem mislil, če Italijanu zavežeš roke, ne znaš govoriti. Je starok. Kaj si s tem misli? Vemo hitro prošti, da si me zmotnjen. Je starok, ki nosijo sporočilo. Tomaš, Gospod, ne, s prstom poznate zgodbo, če se ne dotaknem njegovih ran, ne bom dorijel, da je ostal Tomaš. In Filip, če se dvigne, reče, Gospod, ti vidiš v moje srce, ti veš, da moje srce čisto, to nisem jaz. Eno se je skupina, potem je Matej, zelo dobro obdestajte, gleda Matej, Tadej in Simeon. Matej, Tadej, Simeon, Matej gleda naprej. A ste slišali, kaj je rekel? Hkrati pa roke obrača tja, tako da lepo povezuje. A ste slišali, kaj je rekel? Ne moram verjeti. A se to dogaja. Tadej in Simeon najbolj tako dostojanstven, vstopi. Ja, se sem vam rekel, da se nekaj sumljivo dogaja. Vsak je zajet, razume, da to ni noben še pretekel, cel film. In na drugi strani, Janez, Peter, Škarjot, Andrej, tega ste se spomnim, babica je imela na vaški gerafi tako kopijo te slike v spalnici z detkom, je ta stara zelo spominja. Jaz imam do tega distanco. Jaz se tega ne grem. In potem je Jakob mlajši in Bartolomej. Bartolomej, ki stoji, tako kot tam Simon, Bartolomej stoji, pod rokami naslonjen, kaj se dogaja? In Jakob mlajši z roko, vidite, čez Andreja, Peter, pražna, kaj ste misli? In Peter pa je zelo, te vpraša. Skratka, vsakdo zajet, razumete, kot film, v tem trenutku. Skratka, slikarstvo, ki upelje ne samo figuro, prostor, perspektivo, ampak tudi trenutek časa. Tisto, kar je, nima čas, ne može nekaj, ker je za evropskega človeka tako pomembno. Pelje razpoloženje duha, kot smo rekli, čas. In najtežje je bilo Leonardo slikati dva obraza Jezusa, ki je edini miren, predan. Resnično povem, eden med vas me bo izgal, po evangeliji, in Škarjota, se matrov. In pravi pripoved, da je opad hodil težit, kdaj bo že končno končal, Leonardo je vlekel, malo eksperimentiral, ni delal običajno fresko na sveži omot, to pomeni fresko, sveži omot, pa je eksperimentiral in je delal z olji, zato ker je rad počasi to delal, študiral te obraze, hodil po mestu, gledal čudne face in jih naslikal. In je opata naslikal, to podobi Škarjota. Zadnja večerja, Kristus in apostoli naslikani v trenutku, ko Jezus reče, da ga bo nekdo izdal. Dan Brown je napisal svojo hipotezo, da je to Magdalena, samo če je bila to Magdalena, potem kje je pa potem Janez? Janez pa ne more manjkati, ker bo edini pod križem. Janez ne more manjkati. Tukaj vidite, je vsak s svojim imenom, vsem 12. Tak najbolj naraven argument, če bi bilo to Magdalena, kje pa potem
Janez učenec je bil popližen. Še za sklep, umetnost, znanost, religija, to na vse zadnje bi moralo tudi danes mi mladi in ohranjati kot tri komplementarne, se pravi različne pa hkrati dopolnjujoče si poti pri spoznavanju sveta in človeka, kot je Leonardo poskušal, eno je umetnost, drugo je seveda znanost, naslednjo je naravoslovna znanost, jasno, in potem hkrati pa religija kot tretja komplementarna pot. Še podoba, ki smo že videli, Ana samo tretja, mati sveta Ana, Marija in Jezus, pa s tem čudovitim ozadjem, in pa še, ne sme manjkati, ne, gospa Liza ali Mona Lisa, ena najbolj znanih slik zahodne kulture, imenovane tudi, tega mi rečemo, Gioconda, po možu Giocondu, izjemen izraz, skrivnostni nasmeh, njen nenavadna svetloba, objema celotno podobo, pokrajina v ozadju, pogledajte, ne, smo že večkrat omenjali, taka fantastična pokrajina, to je še en most. Gospa je imela lastnost, da je bila precej tiho, Leonardo je kar dolgo slikal, ni hotel nehati, ne, tak preliv sfumato ali preliv luči, oči njene v točki ležišča, odkodarkoli jo gledamo, se nam zdi, da gleda v nas, nekaj je to fokus ležišča. So bili napisani mnogi eseji v njej, ustnice, nasmeh njen, ki naj bi nakazoval ta preplet spoznavanja, spoznavnega nagiba in umetniškega, intuicije, ne. Roke, barvno nosijo, ozadje, spoj subjekta in okolja. Portret, ki je mogoče na nek način celo tudi delno, podzavestno, avtoportret Leonardo ni hotel nehati, gospa je imela, če rečemo malo zares, pa malo za šalo, tako dobro lastnost, da ni klepetala, je bila tiha, ni bila nič posebno lepa, stara 24 let, pa bila precej starejša. Z možem in Leonardo potem ni dal tega originala njej, čeprav je po naročilu delal njen portret, ampak je potem tudi njegov pomočnik hitro naredil neko kopijo, je tisto kopijo prodal njej, oziroma njenemu možu. In je original držal zase in ga vzel s sabo, kar je zadnja leta potem, živel zadnja 3 leta v Franciji, kamor je podal francoski kralj, kar je na nek način, pa se je v zadnjih letih tudi izmikal, ni hotel delati portretov, pri tej osebi je pa, bi rekel tako po domače, je pa padel noter. In je, ko je gledal ta obraz, tako si tudi jaz je na nek način, ker je dala mirni, klepetana, je bila tiho, je gledal sebe in je slikal njo in hkrati slikal sebe. Čist tak psihološki transfer je se spustil. Potem ima tako, res ni, čeprav vem, da imamo distanco pred koliko nje napisano, prikazano, ampak je res močna podoba, to je relativno malo. Če se malo posvetite, ker je hkrati preko tega Leonardo slikal tudi svojo dušo na nek način. In za sklep, prejte, en njegovih zadnjih stavkov, potem umre na gradu v Franciji, v francoskem kralju, 1519, 69 let star. Občudujte naravo in jo spoznavajte, kajti nikoli ne bomo mogli priti do dna njenih skrivnosti in vendar jih lahko spoznavamo in smo si z njo sorodni. Se pravi, tisto, kar reče tudi Einstein pred smrtjo, tudi Albert Einstein reče, ampak to enako. Ta velik čudež je to, da je ta svet seveda tako brezmejno velik, ampak ima človek, žanski dar, ima možnost, da ga spoznava. Čeprav v omejenih oblikah. Ampak da nam je ta svet, da nam ga je
da je možno razumeti, to je tisti velik dar, Leonardo konča s tem. Tako.